Muzealci dajejo velik poudarek tudi rokodelcem, obrtnikom in zbiralcem starih predmetov, ki te velikokrat zaupajo muzejskim ustanovam v hrambo. Tako se prepletajo vezi med muzejskimi donatorji, rokodelci in poznavalci starih obrti. Najlepše pa je, ko se potomci odločijo za poklic, ki so ga opravljali predniki. V današnjem primeru gre za zgodbo dedka Franca Černeliča in vnuka Lovra Jurečiča iz Podbočja. Zagotovo je bila odločitev, da se mogoče vržemo v kovaštvo nasploh lažja, zato ker smo imeli doma že orodje, pa tudi ded je imel ogromno enega znanja, pa tudi ta luštna zgodba s to prenosom znanja, dediščine, kar pomaga, no, je ziher malo lažji. Ampak ja, potem je pa kot vsako stvarjo, se zaljubiš, se ne zaljubiš, ti uspeva, ti ne uspeva, je ogromno enih faktorjev, na katere itak ne moreš tudi sam vplivati, ne. Tako da ja, ampak na koncu je, oziroma na koncu, ni še konc, nekako je zdaj tako, da je to preraslo res že v kar konkreten posel, ljubezen pa ostaja, no. Ja, fino, to je dobro, čeprav je treba zavedati nekaj, ne, da je treba najprej živeti, torej moraš imeti za preživetje. Seveda, če pa se to nekako da vkomponirati tudi v to, da delaš stvari, ki so odraz nekega načina dela, mogoče pred 50 leti, ali pa sodobnega načina dela, ki je, res, ne vem, kvalitetna jekla, San Maj, ne vem, japonska in tako naprej. To so stvari, ki so zelo dobrodošle. Zdaj, kako daleč in kako bo se s tem naprej, je pa odvisno od tega, koliko bo to dejansko zaslužka, ne? To je pa popolnoma jasno. Lovro pa je v vitrini pred Viteško dvorano predstavil tudi Vorančevo kovačijo in svojo zgodbo o nožu in kozolcu. Tukaj smo v bistvu predstavili en moj projekt, ki se je vlekel kar nekaj časa. Nekako sem si zaželel za moj 100. nož narediti mogoče nekaj posebenega. In vedno me je zanimala tudi, se pravi, kulturna dediščina, sploh naša, posebej naša kulturna dediščina, se pravi, mogoče naših prednikov, recimo prav Slovenije, in sem nekako naletel na zgodbo kozolca in mi je bil res fascinanten, sploh po pogovoru s parimi arhitekti pa tako. In sem ugotovil, da ima kozolc, sploh toplar, ima ogromno enih pravil za izdelavo, ogromno nekih običajev, zgodbic, načinov, v glavnem res je bogat. In sem rekel, ok, da vidimo, če lahko to zgodbo zapakiramo v nož. In potem po res dolgem premisleku, dizajniranju noža, tudi pogovoru z raznimi ljudmi, sem pol nekako skreiral tale nož oziroma te nože, ki so sedaj v vitrini. Lovro se je specializiral v izdelavo nožev, ki jih stranke kupujejo predvsem za darila. Kupci so pa v bistvu ljubitelji kulinarike, tudi kakšen profesionalen kuhar se najde med njimi, kar je meni še posebej všeč, da dobim mogoče to mini priznanje, da so noži vredni tudi profesionalne uporabe. Ja, v bistvu to so moje stranke, ja. Vsak nož zase predstavlja na nek način unikaten izdelek, za katerim vedno stoji neka zgodba. Jaz sem že od samega začetka, preden sem prvi nož naredil, sem že kar naredil tako idejo, kako bi nože dodatno zavil, jih zapakiral z neko zgodbo, in tako še danes vsak nož krasijo določeni simboli. Recimo prvi simbol je moj logotip, ki je trčalni kamniti most v Podbočju, 50 metrov stran od mojega doma. Res, mislim, ljudje ga imajo radi v Podbočju. Potem je cekin, ki so ga našli v Podbočju, kjer piše gor Santa Cruz, Sveti križ, je še vedno zavetnik naše župnije. Potem je na spodnjem delu ročaja
je črka Č, ki je poklon mojim prednikom, Franc Černelič, tudi v tem prispevku evidentiran. Potem je pa še v bistvu uporaba lesa, ki je meni zelo pomembna. Uporabljam samo les, ki je slovenski, ki je zrasel tu, ki ga tudi se pravi, Slovenci poznamo, to so hrast, oreh, češnja, sliva, hruška, ne vem, trta. Trta je res zanimiva. Potem pa še zadnja stvar je pa to, da imajo vsi noži, recimo, da trenutno izdelujem ene 7 do 10 svojih oblik in imajo imena po ljudeh, ki so meni blizu. Od tega so Franc, dedi, žena Bernardka, mama Ivanka in tako naprej. V Posavskem muzeju Brežice velik pomen dajejo tudi ohranjanju običajev, navad in tradicionalnih znanj.